Potem pa je čas, da napovem našega naslednjega gosta. Dr. Peter Vostner je to, ki prihaja z Urada za makroekonomske analize in razvoj, je urednik poročila Kakovost v Sloveniji 2025. Svoje predavanje pa je naslovil Slovenija na poti v inovacijsko inovacijsko podprto rast. Tako, s kom in na kakšen način, torej spraševal se bo o malce širšem kontekstu današnje, seveda te tematske konference, kako, kot smo že prej slišali, z manj ljudmi ustvariti več, kako nasloviti vprašanje produktivnosti, kakšna so gibanja na trgu dela in še kaj drugega bomo lahko slišali. Dame in gospodje, pozdravimo dr. Petra Vostnerja. Hvala lepa vsem, hvala za vabilo. Zdaj vi veste, da na Umarju je nekaj drugih specialistov bolj za razvoj človeških virov, Alenka Kajzer, Marta Gregorčič, Tanja Čelebič s CPM veliko sodeluje, Mitja Perko in tako naprej. Tako da ja, jaz bom mogoče pokazal res malo širšo sliko, ampak po drugi strani, pa ravno zato, ker nisem specialist, si bom privoščil sneti rokavice. In tale vprašanje gospe Nives v tem duhu se bom nekako lotil. Namreč zagovarjal bom tezo, da se preveč z rokavicami ukvarjamo, prenove šolskega celotnega sistema izobraževanja in usposabljanja. Jaz sem močen zagovornik tega, da se treba pač tega lotiti veliko bolj poglobljeno, pri čemer ne osporavam nikakor ne vaši izjavi, gospod Mohorčič, da je smer prava. Tudi jaz bom pretežni del teh usmeritev ali pa načel tudi sam citiral, vendar pa hkrati zagovarjal tezo, da smo premalo odločni, premalo ambiciozni in predvsem prepočasni. In tukaj grem na gospo Nives. In tle bi se dotaknil dveh stvari za uvod, samo toliko, da mogoče majčkeno ilustriram. Jaz bom potem šel, kot veste, na Umarju smo data driven, tako da vse, kar bom govoril, bo do ozadju grafi, ne bom šel vseh v detajle. Je pa to, kar trdim, torej sloni na podatkih. Prvič, zakaj že v uvodu rečem, kar še posebej za poklicno in strokovno izobraževanje, se mi zdi, da ta generacija, ki prihaja, je šele naslednja, bo tista, ki bo full digital. In se mi zdi, da bo to postavil cel sistem še precej večje izzive, zaradi tega, ker bo percepcija, odnos in pričakovanja te generacije še precej bolj radikalno drugačna od te, kar se že zdaj verjetno spreminja iz leta v leto. Druga stvar, ki bi jo pa upal, je pa, da to, kar bom govoril, da ste tukaj učitelji zavezniki teh argumentov, da je treba iti v bolj poglobljeno reformo. Namreč majčkeno se bom v tej predstavitvi že dotikal, bom že majčkeno uporabljal Talisove podatke iz prejšnjega tedna. In med njimi je eden izmed podatkov, ki se me je zelo dotaknil. In sicer, kakšen je delež učiteljev, to je zdaj sicer na stopnji ISC2, ne 3, se pravi en nivo prej. Kakšen je delež učiteljev, ki namerava izid iz sistema izobraževanja? Delež učiteljev, ki v naslednjih 5 letih se ne namerava več učiti, je 30%. Od tega jih gre 10% na rovaš upokojevanja in 20% na rovaš tega, da se noče več s tem ukvarjati. In upam si, ne bom rekel trditi, ampak postavljam tezo, da to ni zato, ker so kar naenkrat ugotovili, da si v življenju želijo nekaj drugega, pač pa je to po mojem zato, ker v pogojih, v katerih delajo, je izjemno težko živeti svoje poslanstvo. In v tem duhu mi dovolite, da vas tole pa zdajle tole smo pa zdajle v čist napačnem koncu. Se mi je zdelo, da me malo debel gledate. Dobro, zdajle. Tole pa zdaj smo že prejle, evo, takole. Skratka, mi smo do zdaj na Umarju pripravljali 2 publikacije, in sicer poročilo o produktivnosti in poročilo o razvoju od leta 2001, poročilo o produktivnosti leta 2019.
In smo ugotovili, da na ta način ne bomo prišli prav daleč. Namreč moramo prepričati ljudi, da to, kar delamo, ima svoj smisel in ta smisel piše tukaj na sredini. Okay? Vse te spremembe, ki jih zagotavljajo, na koncu peljejo v kakovost življenja. In to naj bo vodilo današnjega razmisleka in tudi zato bom s tem delom začel. Ker podatki namreč kažejo, da nam gre zelo dobro, ne boste verjeli, ne? Če sem bil prej malo negativen. Ne? Kakovost življenja v Sloveniji je izjemno visoka. In to ne samo po nekih ezoteričnih kazalnikih, tudi ko se vpraša ljudi, ali ste zadovoljni s svojim življenjem, smo v Sloveniji v skupini držav, kjer si lahko samo želimo. Se pravi, delež ljudi, ki je zelo zadovoljen s svojim življenjem, ki je zadovoljen ali zelo zadovoljen s svojim življenjem, je 7. najvišji v Evropski uniji. Ne? Kot vidite, smo v skupini držav, kjer si želimo biti. Jaz bom danes, sam da še izkoristim to priložnost, večkrat omenil vodilne inovatorke. Vodilne inovatorke so Finska, Švedska, Danska in Nizozemska. To so države, ki so vodilne po Evropskem inovacijskem indeksu. In bom nekako implicitno zagovarjal, da je to smer, v katero bi mogli iti. In seveda, ko smo maja prileteli s tole sliko, ne, je seveda takoj na odmevih, ne, bilo poslušajte, ne, pa se tole, ne, to bo kako pa vzorc, pa tako naprej. Situacija je taka, da v resnici tudi, če pogledate trde podatke, in to ne govorimo o tistih, ki se nanašajo na bruto domači proizvod, pa na ostale, se pravi dostop do stanovanj, neenakost in tako naprej, nam gre tudi izjemno dobro. To je tale indeks trajnostne in vključujoče blaginje, to je Evropska komisija letos januarja objavila prav s tem namenom, da pogleda ta onkraj bruto domačega proizvoda, kako se v Evropi živi. Primerjalno, glede na bruto domači proizvod, nam gre torej v Sloveniji z vidika, kako živimo, zelo dobro. In to, kar bom zdaj nadaljeval, je, da če hočemo to ohraniti, ne, in če Bog dal, ne, pa mi se za to potrudili, da bomo šli še gor potem se bo treba podvizati. In tole je struktura tega indeksa, to jaz imenujem, tudi če pogledamo iz vesolja, je tole slika, ki se vidi, pač, kaj se v Sloveniji dogaja. In tukaj nekaj ključnih sporočil. Prvič, živimo danes zelo dobro. In tudi, če pogledate strukturo investicij, in tudi gospod Lomberg, fajn, super, da ste tle, boste videli tudi izredno kritičen do gospodarstva, tako da bom malo razbremenil ta šolski del, ne, tako da bom danes drihal in po gospodarskem in šolskem delu. Ukvarjamo se bistveno preveč s tem, kako živimo danes, in bistveno premalo s tem vlagamo v to, kako bomo živeli jutri. In znotraj tega, in zato sem bil še posebej vesel vabila na današnji dogodek, so sistemi, ki zagotavljajo odpornost, in sistem izobraževanja je eden osrednjih, kot vidite, ne blestimo, nikakor ne blestimo. In to je nekaj, kar moramo na vsak način nasloviti. In to je nekako, bom rekel, srednje vodilo tega poročila novega v razvoju, ne, torej kakovost življenja v Sloveniji, kjer in tele pikice, tele črtice v ozadju implicirajo, da je seveda vse povezano z vsem. Ne, tako da jaz se danes seveda ne bom sprehodil čez vse, vendar samo to, da dam disclaimer, ne, da se seveda zavedamo, da so vsi vidiki pomembni in tako naprej holistično, vendar glede na pač današnjo temo se bom seveda osredotočil na družbeni vidik in znotraj tega seveda bom zaključil z sistemom izobraževanja in usposabljanja. Vendar preden pridem tja, bi rad dve stvari naredil. Prvič, malo bolj konkretno, gospod Mohorič je že krasno trasiral pot nekako tega konteksta, v katerem se nahajamo. Tukaj bom par besed poskušal konkretizirati in tudi nakazal, kaj mislim, da iz tega sledi prav za to skupino, ki smo tukaj. In drugič, rad bi malo bolj podrobno, kot sem rekel, nakazal, kaj se dogaja znotraj gospodarstva, oziroma če sem malo bolj natančen, kaj mislim, da bi se mogli dogajati znotraj gospodarstva. Jaz večino svojih predstavitev delim z podjetniki in nekako boste videli, bom zagovarjal tezo, da tako to, kar se dogaja znotraj izobraževalnega sistema in to, kar se dogaja znotraj gospodarstva, je preveč bistveno premalo osredotočeno v prihodnost. Na obeh straneh imamo problem,
ukvarjamo se, vse te ne razmišljajo o tem, kaj bo jutri, gospodarstvo se pritožuje na tem, da izobraževalni sistem ne daje pravih to, v resnici morata pa obe pogledati bistveno bolj naprej. In to zgodbo, ki sem jo zdaj nakazal, vam bom utemeljil s podatki in potem nastavil nekaj, upam, dovolj provokativnih izhodišč za to, kaj bi se morda dalo narediti. Ok, zaenkrat ste z mano, tako da nadaljujem. Bila je omenjena demografija. Mi, Slovenija, od leta 2012 naprej, in pazite, to si kar zapomnite, ne? To je bila točka, kjer se je demografski trend v Sloveniji obrnil. Število delovno sposobnega prebivalstva se je takrat leta 2012 začelo zmanjševati. Leta 2016 se je to odrazilo na trgu dela in leta 2016 je gospodarstvo začelo ta problem reševati. Kako? Tako, da smo začeli uvažati tuje delavce. Danes imamo tujih delavcev čez 16% in vsi, ki se v Sloveniji zaposlujete, vsa nova zaposlitev, a imam tale mogoče? Ne, zginil, dobro. Tole, če pogledate, praktično vso novo zaposlovanje od leta 2023 naprej so tujci. Tako da mi smo, kar smo imeli prostora, bom pa sicer še pokazal, obstajajo nekaj še prostora, ampak v globalu mi zdaj kaj delamo? Model gospodarski, ki ga imamo, ohranjamo s tem, namesto da bi naredili korak naprej, praktično si s tem kupujemo potuho, da ostajamo tam, kjer smo bili. Zdaj, zakaj je to velik problem? Zaradi tega, ker ljudje postajajo, teh 16% je že zelo velik in tole začenja pokati. Ko ljudi vprašate, a je to ok, postajajo ljudje, to zdaj umar, moče da tega uradno res, če jaz pa rečem, ta zgodba ima omejen rok trajanja. To ne bo šlo v nedogled. No way. Ne bo šlo. Hkrati bomo pa na leto, pazite, zdaj pa ta demografski trend pa zdaj pomeni, da mi vsako leto izgubimo 4500 plus ljudi, ki delajo iz trga dela. 4500. To je ena dvorana Tivoli, polna. Vsako leto, če hočemo samo ohraniti naš življenjski standard, moramo vsi ostali toliko več ustvariti. Samo da smo na nuli. Da ne govorim o tem, da če pogledate, kaj to pomeni z vidika strukture staranja, to je pa zdaj drug vidik, potrebe za javne storitve se pa radikalno povečujejo. Tole sem še prav posebej gledati. Tisti, leta 2100, po projekcijah, pa so te projekcije relativno optimistične, se bo število tistih, ki so stari več kot 85 let, 20 minut, dobro. Tisti, ki so stari 85 let ali več, potrojilo. In to bo imel seveda zdravstvene in tret. Se pravi, mi bomo, vedno več ljudi se bo mogli ohranjati s tem, da bomo kot družba lahko funkcionirali. Zdaj ponovadi se tle ustavimo, zdaj pa sam bom probal biti malo bolj konkreten danes, kaj zdaj to pomeni. Mi moramo zagotoviti, da vsak, ki gre skozi šolski sistem, bo na koncu dosegel svoj maksimum. Včasih smo imeli ljudi dosti in je bilo relativno vseeno, pa itak je bilo fabrika, pa masovna proizvodnja, pa to, da je bil sposoben še posebej v poklicnem in strokovnem, da je tam sedel, pa na koncu nekaj učrafal, pa da je bil predvsem to disciplino, da je dobil, da sedite. Pozabimo. Danes si ne moramo privoščiti, da en sam ne realizira svojega potenciala. In ta potencial je seveda pri vsakem zelo drugačen. In to moramo razumeti, da je ta raznolikost danes nekaj, kar moramo vkalkulirati v sistem. Ker drugače ne bo šlo. Drugače kot družba, govorimo o najbolj socialnem smislu, ne bomo imeli ljudi, da bi skrbeli drug za drugega. Kamoli, da jih bomo lahko plačali. Okay. Tehnologija. Zdaj v Sloveniji smo do teh tehnoloških, ima različni podatki, ampak moje mnenje, da smo v principu še zmeraj relativno zadržani. Pričemer, še posebej za šolski sistem, tiste, kar na koncu piše, tamle dostop do informacij takoj, še posebej zdaj s tole generativno umetno inteligenco. To se mi zdi se res in zato prej, ko sem omenil, ta full digital generacija. Te, ki rastejo gor s tem, a se zavedate, kako za njih zgleda, ko pridejo v šolo? Pa to, jaz imam 12-14 let stare sinove, so zdaj še osnovni, ampak jaz vam povem, to besed ne najdejo, se ne pritožujejo, ker je nepojmljivo. To je za njih tako, kot grejo v muzej. To prihaja k vam. In to vzemite, prosim, in ni časa.
Naše gospodarstvo, zdaj, ko sem obljubil, da ne bom prizanesel, na čem mi temeljimo? Temeljimo na kakovosti, prilagodljivosti in ceni. Zakaj? Ker smo dobavitelji. Še zmeram temeljimo pretežnim, seveda imamo zvezde, ampak v pretežni meri temeljimo na tem, kar smo pred 30-40 leti. Seveda tehnologije naprej so šle naprej, ampak v principu struktura gospodarstva še zmeram temelji na tem. In zdaj, vi pa seveda, in tukaj mi, zakaj govorimo o tem, da moramo preiti v ta inovacijsko podprto razred, ker to je edina pot, da bomo ustvarili višjo dodano vrednost. Zdaj pa, če se pogovarjamo o izobraževalnem sistemu, in ko govorimo o sodelovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom, pa poslušajte, pa ne more biti, da vi sprašujete gospodarstvo, kaj oni rabijo danes. Zato ta vlak je že odpeljal, to smo že zamudili. Mi, kot razmišljamo o izobraževalnem sistemu, moramo razmišljati, kaj bo gospodarstvo rabilo, ne jutri, pojutrišnjem, zato ker rabite vi 4-5 let, to danes je generacijsko. Zaradi tega tle govorim o tem, da se morate skupaj usesti in razmisliti, kaj bomo rabili pojutrišnjem. In tukaj grem naprej omenjeni VEF, kjer mi zdaj, recimo, v osnovni šoli smo se zdaj na veliko ukvarjali s tem, kako bomo tole programiranje pa IT not spravili. Če malo se za trenutek razmišljamo, kaj bo v bistvu zgodba jutrišnjega dne, tole odgovarjajo menedžeri, po novem tudi slovenski menedžeri, struktura je majčkeno drugačna, ni pa dosti drugačna. Imamo na vrh sicer to, kar je zdaj fancy šmensi, pa tako naprej, pa AI, pa tako naprej. Ampak tako naslednji sklop je še 5krat bolj pomemben. Od tale, ustvarjalno mišljenje in želja učiti se. Te prečne veščine, o čemer bom potem še prišel do tega. Zdaj pa nisem se mogel zadržati glede te tehnologije, ker imamo v Sloveniji praviloma govoro, pa problem, pa halucinirajo, pa pristranskost, pa etika, pa tako naprej. Tole sta dva paperja, ki sta bila objavljena v zadnjem mesecu. Eno je objavil Anthropic, ki ima Claude, in drugo je objavil OpenAI, ki ima ChatGPT. To je zdaj po njihovi klasifikaciji, zakaj se te modeli uporabljajo. Imate tle creative thinking, tamle gor imate thinking creatively. In zdaj, kar je zdaj ključna zgodba za mene. Kaj? Ja, critical thinking, ja. Ampak če pogledate dol, je veliko tudi tega. Kar hočem povedati, je pa tale stvar. Mladina bo imela dostop in bo uporabljala te tehnologije v vsakem primeru, ne glede na to, kaj si mi ali kdorkoli drug misli. In tole je dokaz, kaj se je zgodilo z uporabo OpenAI, ko se je šolsko leto končalo. Tele luknje tle not so pa vikendi. Se pravi, to se nam zgodi v vsakem primeru, z vsemi tveganji seveda. Vprašanje zato za mene ni, ali bomo soočeni s tveganji bomo soočeni v vsakem primeru. Vprašanje je, ali bomo naredili sistem, družbo, ki bo spodbujal mladino, da bo izkoristil nove tehnologije za to, da bo izkoristil priložnosti, ki jih te omogočajo. Prav, tveganja bodo v vsakem primeru in me res zanima tudi oni, ki se opozarjajo na vse te težave, kaj pa lahko mi Slovenci naredimo v zvezi s tem? Nič. Edina stvar, ki jo lahko naredimo, je, da tega ne uporabljamo, kar je čista iluzija, zato ker bodo mladi itak to uporabljali. Se pravi, edini logični sklep za mene je, da začnemo čim bolj, ampak na pameten način, na tak način, da bo iz tega kaj. Jaz vem, da seveda bodo zlorabili, če bodo imeli možnost, če jih bomo to pustili. Je treba sisteme poučevanja seveda prilagoditi. Normalno. V vsaki tehnološki revoluciji je bil to primer. In ta ni nič drugačna. Zdaj pa še zadnja stvar glede agilnosti. Pač živimo v svetu, ko je ta hitrost sprememb radikalna. Če pogledate to, kar se recimo dogaja s to, kar sem prej kazal, struktura uporabe umetne inteligence. Tam se fundamentalna sporočila ne spreminjajo od leta na leto. Sporočila se spreminjajo iz meseca v mesec. Moja žena je tudi na faksu pa to. Tudi zdaj so generacije, saj to vi bolj veste, kaj jaz. Vsaka generacija, vsak let je že drugačen od drugega, zaradi tega, ker je bila soočena, so že drugače gor zrasli, z dostopom do drugih teh. In mi si tega sistema
hočeš, nočeš, jaz vem, da je to pač na meji pač realnosti, ampak mi, če hočemo, mislim, to ni nekaj, kar nam bo malo bolj všeč kot ali pa malo manj. Mi moramo, sistem izobraževanja je naša prihodnost. In mi v tem svetu, še posebej pa mi kot majhna država, to, da bomo priročnik, izhodišča, ne gre. Jaz vem, da vsi zakoni govorijo vse nasprotno, vem, da sem zdaj heretičen in vem, da je to ampak ne gre. Izumiti moramo drug način, se oproščam. Če hočemo, da bomo tle živeli normalno, pa da je otroci tle ostali, moramo to najti reko rešitev. Ne gre drugače. Res ne. Ok, dobro, še ste z mano, malo mi bom čas me bom določene dele malo še hitrejši. Ključna stvar je produktivnost. Okay? Mi moramo v tej državi ustvariti več, zato da bomo lahko financirali vse stvari, ki si jih želimo, od socialne varnosti naprej. Zdaj pa grem na gospodarski del. Če hočemo to narediti, ni poanta v tem, da bomo več delali, ker by the way, tudi inovacijske voditeljice delajo manj kot mi, ni bistvo v tem, mi moramo spremeniti, kako delamo in kaj ustvarimo. Okay? In ko pogledamo, kje smo, tole iz Evropskega inovacijskega indeksa 2025, ki je bil, mislim, tudi objavljen junija, Slovenija napreduje. In zdaj sam 3 komentarje, to je po strukturi komponent. Premalo investiramo in še posebej premalo investiramo v prave stvari. In tukaj pa še posebej gledal gospodarstvo, država se je celo začela malo popravljati. Predvsem razmišljamo o strojih, premalo razmišljamo o digitalizaciji, organizaciji in vlaganju v človeške vire. Bom pol tudi podatke pokazal. Druga stvar, ki se je na novo pojavil problem, mi smo prej skozi malo drseli, na področju digitalizacije smo izpadli, ne samo pri vlaganjih, ampak tudi pri usposobljenosti, prej bo omenjen podatek, še posebej se pravi teme, ne samo z osnovnimi veščinami, digitalnimi, koliko je delež prebivalstva in tako naprej. Na področju človeških virov pa je to še vedno primerjalna prednost, tudi zaradi naše tradicije in tako naprej, tako da to super. Vendar je področje, kjer drsimo dol, zgubljamo. In to je znak za to, da še dodatno podkrepi, da je vrag vzel šalo. Zdaj pa bom 2 slajda, kjer se ne bom spustil v detalje, ampak to natančno te slajde v zadnjem mesecu več kot 10 dogodkov za po 200 direktorji razlagam. To je tisto, da tudi gospodarstvo, ne gre za to, da mi polnimo luknje, ki jih imamo ta trenutek. Vi morate polniti luknje, ki bo imelo gospodarstvo jutri. Gospodarstvo more pa preusmeriti svoje delovanje v smeri modernizacije proizvodnje in poslovanja. V Sloveniji znamo trenutno intenzivno, še pospešujemo pri uvajanju robotov, ne znamo pa integrirati teh robotov. En izmed razlogov je zato, ker tega ne razumemo. In to velja pri digitalizaciji tudi za srednja in majhna podjetja. Sam da dam primer, recimo delež majhnih podjetij z visokim ali zelo visokim digitalnim indeksom in inovacijskih voditeljicah je 20% točk je delež višji kot pri nas, med srednjimi podjetji pa celo 25. In to je nekaj, kar bo pač treba nasloviti. To ni vaš problem, je pa zgodba, predpogoj za to, da bodo tudi poklici lahko postali atraktivni. Bom prišel do tega. Tlem samo rekel, pač premalo vlagamo, ker mi bo drugače zmanjkalo časa. In drug ključen vidik je, da preveč temeljimo na dobaviteljski, naša funkcija je dobaviteljska, imamo premalo drznih inovacij. In tle lahko to globoko podkrepim, ne bom šel zdaj to. Šel bom pa v to, kaj to po mojem, in to vam dajem bolj kot provokacijo ali pa v razmislek, kaj zdaj to pomeni za sistem poklicnega izobraževanja ali pa percepcijo, kako dojemamo sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z vidika modernizacije proizvodnje, te poklici se morajo osredotočiti na uvajanje najmodernejših tehnologij. To vem, da ne vsi, pa vem, da rabimo na koncu kuharje, pa ne vem koga še vse, ampak en velik del tega mora delati to. Ker unih, ki šraufa stroj, ga ne bo več. Sigurno gledate, kako Kitajci, ki pritisne knof, pa laufa, tovarna je pa v temi, ker ni več delavca. In če mi namo šli zelo hitro tja, takih tovarn ne bo, ker bodo uni pač to cnej. Mogo vas gledati, ne? Ampak vas pa, da vi se pravi,
gospodarstvo mora to po eni strani narediti, vi pa to podpreti. Oboje se bo pa lost, gospodarstvo pa ne bo šlo v to, če ne bo vedelo, da ne bo dobilo kadrov. In moramo skupaj doseči, razumeti, da je to naša edina pot naprej. Bolj drzne inovacije. Kdaj pride do novih idej? Zakaj je tisto, ki je bilo omenjeno, tele mehke pa tako naprej? Zato, ker preko te interdisciplinarnosti, da si sposoben razmišljati, to je antipod tega, da si idiot. Kar je lahko fajn, ko znaš fino delati, ampak to ni name of the game. Jutri je zgodba, mi moramo iti v inovacijsko podprto rast. Moramo imeti bolj drzne inovacije, če ne, ne bo šlo. In to moramo narediti hitro. Ne čez 15 let, takrat boste videli, takrat bodo podjetja šla cugrunt, ne bo. To je bitka, ki jo moramo dobiti v naslednjih parih letih. Zdaj se pa začne. To so deficitarni poklici. Gospod Blaganje, če se ne motim, jih je omenil, da se Ministrstvo za gospodarstvo osredotoča na to, da se promovira to. Razumem. In marsikaj še zmeraj bomo rabili avtoprevoznike. Razumem in jih ni. Vem, da ni kuharjev, vem, da imamo turizmo problem. Ampak tudi to, sem bil zdaj kar na parih dogodkov na področju, vsako to področje ima svojo zgodbo. Pri vseh pa velja, da tako, kaj je šlo do zdaj, ne bo šlo več. In to, da mi delamo zdaj na isti način, ne bo te luknje nam je ne bomo zaprli. Je ne bomo. Pričemer, da ne bom, strukturno gledano, Slovenija ne gre v napačno smer, gospod Mohote, če pogledamo, resno govorim, in z vidika tega po strukturi izobraženosti in koga zaposlujemo, mi zaposlujemo tam, kam moramo. Je ok, vedno manj državnih uradnikov in vedno več strokovnjakov. Tako da agregatno gledano je smer ok. Ampak pazite zdaj se pa primerjamo glede na inovacijske voditeljce. Strokovnjaki, lejte, koliko imajo oni še lufta tle gor in tlele pogledamo, preprosta dela, koliko jih imajo oni manj. Zakaj? In to ni samo gospodarstvo, pazite, to ni samo firme, to je tudi javni sektor. Vse, kar se da, je treba avtomatizirati, ker je treba sprostiti ljudi za to, da jo delali najbolj produktivne funkcije in za to, da bodo tudi javni sistemi rabili čim manj ljudi. Če drugega ne, zato, ker jih ni. Se ni treba biti genialc. Zdaj pa pridem na malo bolj, tudi če pogledamo izobrazbeno strukturo, samo to, da opozorim, tle je prišlo do metodološke spremembe SURS in smo žal padli dol, še pred enim letom pa pol je bila tale naša zgodba terciarna bistveno višja, pa so neki, ne bom komentiral, skratka, mi bomo mogli tole terciar dvigovati in tale del, kjer ste vi, znižvati. In zdaj pa sam, da tle bi pa res rad z vsem, nisva bila nič z gospodom Mohoričem usklajena, tole je iz našega poročila o produktivnosti 2023, kjer smo pokazali, da visoko izobraženi neposredno prispevajo z ekonometrično robustno metodo, prispevajo k rasti produktivnosti podjetij, to, kar rabimo. Ampak s padajočim donosom. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta komplementarnost in to po vseh deciljih produktivnosti, obstaja ta komplementarnost med tistimi strokovnjaki, če hočete, in telimi, ki so na srednješolski izobrazbi. In to, kar bi jaz rad spodbudil, mi smo lahko, in to je lahko naša velika primerjalna prednost, pa govorim na podlagi pogovora in z raznimi Akrapovič in tako naprej. Ta sprega med tem, da mi odkrivamo nove izume in tako naprej, to, kar je, če rečem, v laboratorijih, ta najbolj zahteven advanced in v povezavi s tem, da znaš proizvajati. V tem je tukaj smo mi doma, ta inženirstvo in tako naprej, in tukaj imajo poklici svojo veliko vlogo, ampak to ni zgodba metla. To je na koncu, te poklici so tisti, ki lahko pridejo do pomembnih, da opozorijo rabimo rešitev tle, se sodelujejo v teh ekipah, kako je naprej. In ko bomo prišli do te percepcije, da so to poklici, boste videli, da se bo čisto drugače zgodba postavila, da ne govorim, kaj bo to pomenilo ob že preomenjenih plačah. Ok, zdaj pa najbolj zoprn del, kako vso zgodbo vidijo mladi. Koliko imam še? Ok, hvala. Torej, niste zafrustrirani samo učitelji, še bistveno bolj so zafrustrirani otroci oziroma mladi. Po kateremkoli kazalniku vzamete, vključno z duševnim zdravjem, to, kar delamo, ni samo slabo za našo prihodnost,
je slabo za duševno zdravje, da ne govorim kaj drugega naših otrok. Zdaj pa, še zmeraj smo relativno dobri, ko gre za te dosežke, se pravi matematika, super, naravoslovje, super, branje ne gre malo slabše, ok. Pa bolj, ko gremo te stvari, ki so malo bolj novejše, bolj nam začne drseti, se pravi to enačbe izpeljevati po rusk, sem malo zdaj pošalil. In to govorim na podlagi, pazite, to zdaj mislite, da se hecam, govorim na podlagi pogovorov s profesorji, kateri študenti grejo potem na najboljše fakse, ko gre za enačbe, to top. Ko gre za, bom prišel zdaj, ko gre za to, da boš povedal, kaj boš iz tega naredil, reševanje problema, to pogovorimo. Zakaj? Ker imamo cel sistem tako postavljen. In en izmed vidikov, mi smo v tem zadnjem poročilu se posebej osredotočili na ustvarjalnost, ki je po jutrišnjem zgodba. To ne bo, tudi če gospodarstvo zdaj na 100% zagrab tole zgodbo, bomo mi do tega, da bomo res rabili ustvarjalnost, rabili še 5-10 let. Ampak če hočemo tja priti, moramo danes začeti na tem delati. In to morate začeti delati v predšolski vzgoji pa in naprej. Naš odnos do ustvarjalnosti, to je sigurno dober znak, da zvoni, naš odnos do ustvarjalnosti kot družbe, odrasli, kaj menimo, smo skupaj z Belorusijo, Ukrajino in Slovaško. Indeks odprtosti dijakov za ustvarjalnost in pridobivanje novega znanja, zadnji. Zdaj pa sam prosim, če pogledate, a se spomnite unga vefa na začetku. Želja učiti se, ena izmed najbolj pomembnih veščin mladih. Namerno nisem Slovenijo označil gor. To je delež dijakov, ki uživa v učenju novih stvari. A najdete Slovenijo? Ja, rajš ne omenimo na glas, če slučajno se snema, Ja. Ampak, tudi če pogledate druge stvari, ustvarjalno početje me izpopolnjuje. Poprečje, lejte, kje smo odzad. Rad imam zahtevno delo. Naprej. In potem, ker je temu tako, ko gre za reševanje problemov, proizvajanje raznolikih zamisli, reševanje osnovnih problemov, smo v drugem rangu velikosti, ne samo, da zaostajamo. Okay? Hočem vam reči, to ni naključno. Naši otroci so briljantni in to, da potem, a veste, če združimo, da imamo tak sistem, pa potem, ko pa se pogovarja človek, kaj naši, pa mladi in vsi ostali, kako funkcionirajo znotraj podjetij, mi znamo vse probleme rešiti. Ampak to ni zato, ker imamo tak sistem, ampak imamo temu sistemu navkljub, smo še toliko dobri. Zdaj si pa predstavljate, če nam to uspe nasloviti. Angleži ima izraz sky is the limit. Zdaj pa samo še par slajdov, kar se tiče izobraževanja in usposabljanja. Ocena samih učiteljev, to je pa zdaj, tole je iz lanskoletne o ustvarjalnosti OECD, se pravi ocena samih ravnateljev, koliko se uporabljajo strategije poučevanja, ki spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Dobro, mi smo zadnji, in sem prepričan, da bi, ne vsi, ampak ogromno učiteljev si to želi delati in je zafrustriranih, ker nima dovolj časa, nima možnosti, niso spodbojeni. Digitalno. 15-letniki, ki uporabljajo digitalne vire za učenje, smo odzad. Delež učiteljev, to je Talis, ki zastavljajo na ta način naloge, da je treba digitalne stvari uporabljati. Skoraj zadnji. Ni pa vse, umetna inteligenca, učitelji, to zdaj ni srednja šola, to je zdaj zadnji del osnovne, ta ICC ED2, smo malo boljši. Ok, hočem reči, tole moramo nekaj narediti. Naslov, če se ne motim, konference je, da moramo preiti na kompetence. Pred kratkim je OECD objavil tale Skills First Readiness and Adoption Index. In zadnji slajd, avtonomija učitelja, pri čemer moram dodati, to je zdaj samo za izvedbo kurikula na fleksibilen način, tle pa sem označil, smo precej odzadaj, pri čemer moram reči, da nismo po vseh kazalnikih avtonomnosti učitelja slabi po Talisu. Tako da, ampak to. Zdaj pa, zaključujem, da ne bo skrbi. Najprej bi rekel, to je uradni Umarjev
priporočilo, ki je od 12 priporočil, priporočilo številka 1, da je treba postaviti ustvarjalnost v jedro vzgojno-izobraževalnih in družbenih procesov. Ostalo boste prebrali. Jaz bi pa rad zdaj dodal en slajd, ki ga vzemite bolj kot moje maslo. No, tako. Prvič, sam ne tako. Drugič, če povzamem, kaj so moja ključna vodila, je omenjena bila ta prilagojenost, izkoristiti vsega, mu prilagoditi, karkoli že, v čemerkoli že bo, to zahteva fleksibilnost, poudarek na, mi moramo preiti v to inovativnost, ustvarjalnost, kar zahteva to interdisciplinarnost. Meni je zelo všeč, ne govori se toliko zdaj več o tem, ampak meni so te kompetence v obliki črke T zelo všeč, se mi zdi, da zelo fajn, v nečem moraš biti pač vrhunski, poglobljeno, ostale mora pa vsak imeti te prečne, če hočeš se iti interdisciplinarnost učiti, prilagajati in tako naprej. In predvsem zadnja stvar, tudi če bomo naredili vse prav, pa če bomo prepočasni, bomo še zmeraj poraženci. In zaradi tega pač zagovarjam tezo, da je treba pač sistem izobraževanja in usposabljanja pač fundamentalno spremeniti in zdaj ene par izhodišč, pri čemer že vnaprej mogoče porabljam napačne izraze, to mi nisem uspel s kolegi preveriti. Moje mnenje je, da imamo vse preveč zreguliran, vsako stvar, prej sem omenil učitelja, ki si želi nekaj novega, čeprav neke visoke deleže pač prostih v kurikulu, če sem prej slišal, ne vem, morda ne vem dovolj, ali pa ne vem dovolj za poklicno izobraževanje, upam si pa trditi, da za pretežni del pač ostalega dela izobraževanja in usposabljanja velja, da imamo zreguliran vse v nulo, če gre človek gledati za osnovne šole, tiste učne načrte, gremo enkrat lasje po koncu. Mi moramo razumeti, da ta svet gre prehiter in mi imamo logiko, da če gremo v nekaj novega, potem morajo iti vsi. To je nemogoče, ker posledica tega je, da gremo toliko hitro naprej, kolikor gre lahko najpočasnejši naprej. Ne gre več tako. Mi moramo te stvari odpreti in razumeti, da bodo različne šole imele različne ponudbe, ker ne bo drugače šlo. Mi moramo narediti sistem, kjer bo tisti, ki se bo najhitreje znal obrniti, lahko šel naprej. Nekdo drug bo imel težave, bomo pol reševali sproti. Name učiteljev ne gre. In tle sem prepričan, da smo skupaj. Ne moramo in mi imamo trenutno v teh sistemih ali vsi ali pa nič. In posledica je, da ni nič. Nujno, kot rečeno, nove tehnologije, ki sem prej pokazal. Mi imamo tole Astro AI, ki sem pokazal. Pa vidimo, doma narejena, deluje, že cela srednja Evropa to uporablja. Mi pa, oni po svoje tam preko LinkedIna se promovirajo. To sam kot en primer dajem, to ni Culukafra, ki je prišla iz Silicijeve doline. To imamo tle, v Ljubljani razvijajo ekipca. Lušen, super, dajmo, karkoli. Če hočemo to narediti, seveda cel kup šol ne zna, cel kup imamo ne vem kakšen delež učiteljev, ki je čez 50 let, seveda ne bodo mogli. Zato je pa treba šole odpreti. Se pravi, po en stran sodelovanje šol, jaz sem Fince poslušal, kako rešujejo probleme gor na severu, paste, ki imajo tam 2 prebivalca na kvadratni kilometer, kaj delajo? Tudi imajo, nimajo učiteljev, tudi oni ne, pa imajo kao enega izmed najboljših sistemov. Delajo od mreže šol, ena šola najde enega drugega, enega tretjega in pol rešujejo nekako. Ampak druga stvar, ki je ključna, treba se odpreti za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in gospodarstvom. Prejle so vas gospod, ki zraven mene sedi, da imajo v gospodarstvu boljšo opremo. Ja, seveda, ste toliko verjetno v firmah, kaj jaz. Eno generacijo so spredi, da imajo malo boljši. Naj pridejo zraven, pa vam povem, to pa serija teh in na primerih dobre prakse je treba delati. Unika hočejo odpreti, naj naredijo, pa ostale pelje. Poglejte, kako tam delajo. In vam povem, da mladina bo zahtevala tako od svojih tam šol, če se kakšna šola ne hotela premakniti. Pa na koncu mogoče kakšen ne bo. Prav, nima veze, glavno, da nam večina gre naprej. Evo, to je to. Hvala.